Direktorico Alenko Milič-Krošek, ki je žal nocoj odsotna, vse se lepo pozdravljam. V njenem imenu se zahvaljujem našemu nocojšnjemu gostu, vojnemu magistru Antonu Mikložinu, ki je sprejel našo pobudo in smo skupaj z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije in Močno Novo mesto pripravili večer z izjemnim someščanom, prejemnikom nagrade Mirka Šubica za življenjsko delo. Gospod Mikložin je nas zvest obiskovalec, izbira programe, ki so mu blizu, vedno pa zanimanje spremlja naše delo. Z muzejem ni povezan samo zaradi svojega bivališča in predanosti kulturi, ampak je bil večkrat zunanji muzejski sodelavec v različnih razstavah. Restauriral je nekaj Stiploškovih del, sodeloval pri restauriranju fresk, več bomo seveda zvedeli v nadaljevanju. Še posebej nas zanima njegovo ustvarjalno druženje s Frani Stiploškom, našim prvim ravnateljem. Sedaj pa se kar predajam besedo našim nocojšnjim povezovalki, magistrici Tanji Musvedeci, Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Močno Novo mesto in pa seveda našemu nocojšnjemu gostu. Izvolite. Dobar večer vsem, Tone pozdravljen. Hvala, tudi v mojem imenu lep pozdrav. Mi dva bova začela. Najprej bomo začeli od začetka. Rojen si v Brežicah, kaj ne? Ja. Osnovno šolo si obiskoval tudi v Brežicah, gimnazijo, potem pa tehnično srednjo elektrošolo v Krškem. Ja. To sem posebej izpostavila, zato ker je pomembno za tisto nadaljne njegovo delo. Leta 1979 si se vpisal na Akademijo za likovno umetnost v Ljubljani, smer slikarstvo, ker si leta 1983 diplomiral. Med letoma 1983 in 1985 si se dodatno izpopolnjeval na magisterijskem študiju restauratorstva, ter od 1986 in 1988 svoje znanje umetnosti poglabljal še na podiplomskem študiju slikarstva na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani. Kot slikar si v letih 1985 do 1989 sodeloval na več skupinskih razstavah v Ljubljani, Vrhniki, Nove mesto in Brežicah, ter tudi si imel samostojne razstave v Ljubljani in Mariboru. Zanima me, zakaj si se odločil za študij slikarstva, glede na to, da si že imel poklicno šolo in poklic in na to se odločiš še nadaljevati in nadalje izobraževati. Ja, zanimivo vprašanje. Že od malega, koliko se spomnim, sem vedno rad nekaj risal, tako prerisoval z kakšne knjige, pa če je kdo prišel k nam, tako na obisk, sem ga prosil, nekaj nariše. To me je skozi spremljalo. In to risanje tudi v osnovni šoli se je to stopnjevalo, potem nižji gimnaziji. No in na tehnični šoli sem začel pa slikati z oljem, ker sem že dobil toliko informacij, da sem se spustil v to smer slikanja. No in sem prosil očeta, da me prosi gospoda Stiploška, če lahko pridem k njemu na učenje, da me nauči risanja pa slikanja. No in oče je to prosil gospoda Stiploška in je rekel, naj prinesem kakšne slike za pokazati. No je, potem je oče prinesel 2 sliki in to je bil portret Špele Rozin, ki sem jo prerisal iz ene revije. Pa eno tihožitje, mislim, da so bile rože. No in, ko je gospod Stiplošek videl to, je rekel, da kar ne pride. No in sem prišel k njem, to se je začelo leta 1961, pa leta 1962. No in pri njem sem se učil risanja, risal sem po modelu, po mavčnem modelu glave. Potem sem slikal pri njem tihožitje. No in šla smo tudi slikati ven, v naravo. No in sem rekel, zdaj pa jaz ne morem slikati na naravi, ker nimam stojala pa kovčka pa to, ne. Rekel, da bomo že nekako naredili to. No jaz sem pol, čez 2 dni sva bila zmenjena, da pridem do njega. No in jaz sem doma žalgal neke deske tam iskal pa to in mi je uspelo narediti
ta flaj, da se raztegne, pa kolček se nekako spravil skupaj, pa eno novo paleto si naredil. No, in tisti določen dan pridem k njem, pa kje si pa to dobil? Pa se rekel, naredil sem sam. No, viš, to je dobro. No, in smo šla potem v parku dol, smo ob cesti postavili stojala, no, smo imeli tudi nekaj gledalcev, da so zvedavo gledali in tako smo slikala. No, 2 leti sem hodil k njem na učenje, nažalost je leta 63, gospod Stiplašek umrl, aprila meseca. No, in jaz sem zvedel, da v Ljubljani postoji večerna šola Ivan Rob in sem se upisal tam na to večerno šolo. Tako da sem leta 63 pa 64 leta obiskoval to večerno šolo. Ob nedeljah vodil je pa gospod akademski slikar Rajko Slapernik. No, iz te šole je izšel tudi Boris Jecih, ki je bil že na akademiji. No in tu smo bila kolega s Šefranom, Gorodom Šefranom, ki je tudi obiskoval to šolo. No, ob nedeljah smo hodili k gospodu Slaperniku v atelje slikati, nas je učil slikanja, recimo smo delali jajčno tempero, v oljnem slikanju, večjih formatov to. No, pa klasika. To je klasično, klasično slikanje, da si dobil ta znanja se, ne, in nas je učil o načinu izbiro barve, podlago in vse, kar pač sodi v slikarsko tehniko pa to. No in imeli smo tudi umetnostno zgodovino, doktor Mikuš nam je predaval na filozofski fakulteti. Dije se nam predvajal in nam razlagal motive, te slike, arhitekturo, vse, ki je pač sodno zraven. No in leta 65 sem šel v vojsko, in to pustil in 66 leta sem prišel z vojske. Vedno več vojski sem tudi slikal, to je normalno, tam sem vojake portretiral, pejsaže. Tudi včasih me kapetan tam z drugega oddelka rekel, ti peš tam slikati, vi pa pete na teren. No in sem slikal, sem imel razstavo tudi v vojski. No in ja, še to moram povedati, da pred vojsko se je v Brežicah ustanovilo likovno društvo, ki je vodil Bojan Hrvatič, nas je bilo njih par. No, in ko sem prišel po vojski nazaj, sem tudi sodeloval v tem društvu, smo razstavljali v Brežicah, kjer smo se v Cerklah na Gorenjskem, še ne vem, v nekih krajih pač, največ v Brežicah smo razstavljali. No. Ja. Kakšno tematiko si pa slikal? Ja, imel sem pejsaž, potem tihožitje, tudi kakšen portret. Pa vedno sem iskal stvari, da sem se jih izobraževal naknadno. No, potem sem se zaposlil in bila je vedno želja, da se začnem pripravljati, da pridem na akademijo, da naredim sprejemne izpite. No, sprejemne si naredil, ne? Ja, šel sem sprejemne izpite delati, pa nisem povedal, da grem do sprejemne. Zato, če ne bi slučajno naredil, da ne bi bilo narobe. No, to je pa zanimivo, kako te družina podpirala. Ja, no. Si že imel družino? Ja, imel sem ženo sina, sin je bil že 10 let star. In smo šli v Ljubljano, sem rekel, sam moment, grem pogledati nekaj, pridem nazaj. Sem rekel, tako, zdaj pa malo drugače. Sem rekel, da sem naredil sprejemne izpite, zdaj bom pa študirali. No, na akademijo sem se vsak dan vozil z Brežic. Zjutraj z avtobusom, nazaj
z vlakom ali pa z avtobusom. V službi sem se pa dogovoril, ker sem projektiral hibridno vezje v Iskri, Šentjerneju. Pač svoje delo moram narediti, moram sprojektirati hibridno vezje in delam en dan, cel dan, to se pravi od zjutraj 6 do 10 večer, sobotah, nedeljah, tako je pač bilo. Tako da sem en cel teden hodil v Ljubljano, pa sem šel 3 dni v Ljubljano, pa spet cel teden. No, to je semester, traja 3 mesece pa pol in to se je dalo, pa sem pa spet normalno delal. Tako. No, v začetku sem to študij bil ob delu, potem sem pa pustil delo, sem študiral redno. Tako da sem redno naredil akademijo. Redno slikarstvo? Ne, slikarstvo, potem sem pa začel podiplomski študij restauratorstva. No in to restauratorstvo te nekako pritegnilo? Kako si začel restaurirati? Mogoče je prva Iskrica padla, ko sem bil pri profesoru Iskratu. Takrat se je restauriralo poslikava v Vidiški dvorani in v Knjišču se je tudi restauriralo. No in smo šla gledati, meni se je to dopadlo. Takrat sem spoznal Borisa Jeciha, ki je bil kot študent na akademiji in je to kot študent pomagal pri restauriranju. Potem Tomaža Kvasa, ki je bil restaurator, sem spoznal, in to je potem meni čas malo krilo in tako sem se na podlagi tega in pa mogoče tudi gospoda Bogovčiča, ki sem ga spoznal pred akademijo, to slučajno pri starših od žene. Tako da tudi sem vedel, da je on restaurator in smo malo tako podebatirali in me je tudi to pritegnilo. Tako da sem se res odločil z srcem, da študiram restauratorstvo. Ja, ponavadi se reče enkrat restaurator, vedno restaurator. Ja, nekak je. Ko sem enkrat prvič me to pritegnilo nekako not in mi je bilo zanimivo, še danes mi je zanimivo. Je, to kot se enkrat človek odloči, ampak če se odločiš, moraš biti srcem, moraš delati in ni to, da bi nekaj tako mimo glede ali pa pač treba je biti pošten, bližnjic ni tu pri tem. Ja, dosleden. Dosleden pa moraš biti. No, tako, ko sem dobil že v prvem letniku, je direktor, takrat je bil Jovo Grobovšek iz zavoda, iz Novega mesta je prinesel 3 slike portreta Proštov na restauriranje. No in profesor Kohal je rekel, to pa ti delal za diplomo, pa pejte tam še zmeniti, pravi, z direktorom pa še mu šla zdati službe, pa še tako naprej. No in jaz sem se pa še pogovoril z direktorem in so mi potem dali štipendijo. Jaz sem dobil štipendijo in sem za delo v študiju delal na restauriranju 3 slik portretov Proštov. Peršiča, potem Marotija, pa Kolpeka. No, Peršiča sem zrestauriral do konca, Marotija in pa Kolpeka sem pa do določenih faz, da se je videlo postopek restauriranja in interesantno je, da so bile vse te slike preslikane. Slike smo dali na ringe in se je pokazalo, da so preslikane. Najbolj so bila preslikana Peršič, slika Peršiča, pa Marotija. Zdaj, če bomo pol videli... Ja, bomo pol se še malo vrnili na to temo. Zdaj bi jo še malo izpostavila. Tvoji začetci, seveda na novomeški enoti, me zanima, kako je to bilo. Ti si v resnici vzpostavil in organiziral restauratorsko delavnico, ki je do takrat ni bilo,
Vzpostavil si strokovne standarde za konzervatorsko restauratorstvo, delavnico za štafelajne slike, za plastiko, leseno in za stensko slikarstvo. Torej tri področje. Danes restauratorji se šolajo samo za eno področje, v tistem času so malo širša bila šolanja in zajetno. Ja, jaz sem imel še opisano še vitraž, ker sem imel program restaurirane, kaj hočem pač delati. Ne? No in imel sem to, ko si povedala, pa manjšo plastiko, stensko poslikavo, pa vitraž. Tam z vitražem se nisem, ni več čas dovolj vse delati. Tako da vse manjše stvari, ampak da bi se bolj ukvarjal, se nisem. Po končanem tem študiju restauratorstva sem se zaposlil v zavodu Novo mesto. Kako je bilo organizirano delo na zavodu? Ali so bile sploh opremljene te delavnice? Kako je to bilo v tistem času? Bolj bogo je bilo. Jaz sem prišel na zavod, prostora nisem imel. To je bilo prvi dan, sem bil brez prostora, ker so bili tudi vsi ostali bolj utesnjeni. Bilo je to na podstrešju, te sobe. No, drugi dan sem pa dobil eno manjšo sobo, 2,5 krat 3,5 veliko spoščeno steno, stropom pa z enim oknom. No in tam sem potem restaurirati začel. Bil je problem tudi z materialom. No in smo z direktorom šla lepo v Gradec, pa smo v Gradcu določili materialne nabave. Olje, barve pa čopiči, pa to se je še dalo dobiti. Za restauriranje ostalega materiala je bilo pa malo težje. No in smo tudi gorno nabavila stvari in smo pripeljala dol. No, po nekem času sem dobil večjo sobo, tam zraven prišla kolegica Zdenka, takrat 88. leta v službo. No in potem smo se pa selila v Sokolski dom, v Prekličje. No, tam je bilo treba najprej pripraviti vse, tisti prostori so nizki, bolj vlaga, no in se to vse prepleskalo, pa primerno prezraslo in stranilo vse, kar ni bilo zraven potrebno. No in od tam smo potem restaurirali slike. Zdaj, slike restaurirati brez opreme je težko. Jaz sem pač, kar sem lahko naredil, sem delal z likalnikom pod lepo sliko in sem lepo naložil v avto in sem peljal na restauratorski center, da sem tam dobil mizi, ali pa vakuumski mizi na to. To je neprimerna zadeva. Včasih moraš kakšno sliko dati dvakrat v mizo, da se to poravna, recimo, da odstraniš preslikavo, pa še ponovno enkrat, da izravnavaš barvno plast. No in tako si prišel na idejo, da izdelaš sam podtlačno mizo. Ja, no, prišel sem. Najprej prvo, pa drugo. Prišel sem na idejo, ker smo pač imela prostor, da se je lahko ta miza tudi potem postavila. In sem prišel na idejo, da naredim sam to mizo. Jaz sem to zrisal, malo sem se upogledoval po mizi iz akademije, dimenzijsko sem manjšo naredil, sem pa naredil nekaj sprememb, izboljšav. Dvojno dno sem naredil, da ni šla temperatura preveč ven. Potem sem naredil sifon, no, to je ta nova. To je prva miza, ne? Potem pa druga. To je pa ta druga, dvostralska, ki se zgornja plošča obrača, levo, desna, ena je toplotna, ena je pa hladna, podlepljena z perforacijo. No, to bom malo pozneje še povedal. No, ono mizo sem... To so pa način. Ja, ono mizo sem prvo potem še naredil, da se gre lahko samo 2/3 mize, če imam manjšo sliko, da ne koristim celo mizo. Potem sem
prezračevanje naredil s strani, da ko se miza ohlaja, da grejo 4 ventilatorji, pihajo zrak skozi, da se prej ohladi. Potem sem naredil še termostat, ki je važen, zato ker termostat regulira temperaturo mize. Temperatura mize je lahko samo do 85 stopinj, več, oziroma do 80 stopinj. 85 stopinj je že kritična, zato ker začne barva se mehuriti in se začne mehčati, spreminjati, tudi temni barva, tako da je dejansko tako barvo zažgeč. In ta termostat mora biti vedno v stiku z ploščo. Gretje je bilo pa pod ploščo, tako 5 cm nižje. No in termostat, ko se plošča segreva, se dvigne malo. In potem termostat nima dotika s ploščo. In sem potem to, da se je termostat naredil na vzmet in da je vzmet vedno pritiskal na ploščo. To so resnici bile take izboljšave. To so bile izboljšave. Obstoječih pripomočkov restauratorskih, ampak v resnici so narejeni, ti si šel pogledat, v Sloveniji je bilo nekaj tega, kakšna miza, 2 zdice. Ja, 2 so bile, ena na akademiji, ena na restauratorskem centru. No, tako da v Mariboru so imeli na toplo vodo, da je na mesto grelcev, je bil tako tak bazenčik za spodaj, da je bila topla voda, ki so se dolgo grela. V bistvu mize je, da se v čim krajšem času se greje in čim krajšem času ohladi. Zaradi tega, da ne pregreješ temperaturo, mislim s temperaturo varno plast. Ker če se pregreje oziroma se umešča varna plast in potem, ker je to vakuum, je pod pritisk, ker je melenik gor in potem se bolj odraža platno v barvni plasti. Potem zginejo tudi določene teksture barvne površine. No, te so zanimive, ampak nisi samo mize? Ja, recimo, kar se tiče druge mize, jaz sem bil v Študgartu, v Stadtgaleriji na seminarju, 2 dni sem tam videl tako novo mizo, no in s tistim profesorjem smo tudi malo debatirali, ker sem že malo po literaturi spremljal opremo, kakšna se vse da dobiti, oziroma voz je bil takrat slab, mislim, ni se dalo, to je bilo finančno nedosegljivo. Ni bilo velike finančne naklonjenosti takrat iz kulturne skupnosti, da bi lahko toliko predali. To vam je ratalo s gospodom Kambičem in Semiča, sodelovanje? No, tako mizo sem jaz videl v Študgartu, potem so jo tudi nabavili na RC-ju. Je izdelana še ena taka? Ne, ti so bili iz uvoza. Pa še ena miza v Narodni galeriji. No in če mi je vedno več v meni tlilo, zakaj pa še ne bi pri nas imeli tako mizo. No in tudi seminar smo imeli na restauratorskem centru, ko je bil Mera, hladno podlepljene slike. In to je tista stran mize, ki je perforirana in to je poseben postopek dubliranja. Tako se vidi bolj. Ja, se malo slabo vidi. Poseben postopek dubliranja, da se slika ne pregreva, da je to hladno. Potem po iglinih risbah pa že sem tudi nekaj materijala nabavil. To kovine, okvirje, cevi, uprofile, tudi grelce, tako da sem nekje 6 kW računal, da je dovolj za ogrevanje mize. To ni navadni restaurator. Potem pa naslednji projekt je bil reflektor, tudi tega takrat ni bilo, so imeli zelo redki, tačne reflektorje za retuširanje slik, kdaj je to tako belo svetlobo, dnevno svetlobo, da ne vpliva na retušo na barvo.
Ja, no, to sem pa studijska oprema Janez Bolka. Zvedel sem za njega, pa sem šel do njega in sem ga vprašal, če bi lahko on tudi naredil kakšne reflektor z njeno svetlobo. On tega ni predelal, ne, in potem sem rekel, da lahko gremo pogledati v Narodno galerijo, da tam se vidi, kakšen je to reflektor, daylight, ne. No in je pristal, smo šla pogledati, malo si skecirali, no in smo se pol zmenila, tam sicer je tisti reflektor drugačen. Dušilke so od spodaj, je večji prostor, od zgoraj je malo daljša ta, ko so te žarnice nota med. No in potem smo malo se to pogovarjali, pa rekel, no, bom probal to narediti. Rekel, bom pa malo drugače naredil, ko je tam. No in je naredil, da je naredil žarnice v lahkem loku. Za žarnicam je dal kovinsko steklo, tole zrcalo, da je še tista svetloba, ki je izza žarnice, se potem odražala naprej. No in potem, ko je naredil prvi reflektor, ga je predstavil na restauratorskem centru, no in tam smo se potem pa dogovorili, da se strinjamo in da smo zainteresirani, da se ga kupili. No in potem je naredil določeno število reflektorjev, no in smo na zavodu potem kupili 2, čez čas še 2, restauratorski center je nekaj kupil, potem me sledi, da je še arhiv Slovenije kupil tudi, dr. Jedrt Vodopigec me sledi, je restauriranje papirja. Potem smo pa že privat kupili, ne? Ja. Seveda, tukaj je bila spet izboljšava, ne samo pri tem notranjem delu, ampak tudi pri stojanju samem, da je bolj stabilno. Ja, to ima pa izvlečeno nogo od sprednji, da lahko podaljšaš in da je bolj stabilno, ne? Tako da se to da. Ta del, zgornji del, ima to možnost, ima vrtljivo glavo, to sem jaz tudi videl gor v Nemčiji, da se glava da obračati tako in tako, da lahko vse poze se dobijo. Potem si pa še... No, še ena stvar, ki sem jo videl v Italiji na enem seminarju, Česmar, dr. Herbert. To sem videl oddaleč, bliz nisem mogel priti. Aha, pardon. In tole sliko sem dobil kolegice, ki je fotografirala. Na podlagi tega videnega in te slike sem jaz potem konstruiral to napravo za restauriranje trganin oziroma razpok na platno na slikah. No in to morate biti 2 napravi, ena na eni strani slike, druga na drugi strani in vsaka kontra vleče tkanino skupaj takole. No, to sem trnke nabavil, pa sem špice tiste po brusu, da se ne zahakla, pa potem vrvica, no in vrvico napelješ po vodilu, zadaj so vijaki in z vijaki naviješ, da vleče vrvica tkanino skupaj. No in potem stopiš z lepljenjem raztrganine. To so ene take izboljšave, ki se jih ni dal kupiti, so pa potrebne pri delu. Tega v resnici še danes ne dobiš nikjer, imamo pa mi na zavodu. Ja, to sta 2 edina pri nas. Tako, no. Aha, zdaj se pa spet vrnemo malo na konzervatorstvo in restauratorstvo. Vemo, da si restauriral veliko število cerkvenih slik, tudi scenskih poslikav, recimo kot je ta kapelica v Biški vasi, ki ni samo scenska poslikava, ampak to one je v resnici uredijo in ograjo, in kamnite elemente, tako da v resnici... Ja. Zanimivo, mislim, pri tej kapeli, Žlingerjeva kapela, to je bila poslikava z kazinom, kazinska poslikava. Zdaj žal ni one slike, ki je stanje pred
poškodbo. Ne? Ja, ta je pa precej nazaj, ampak če bi imela gled za strani, bi bila že najdla čist na začetku. To so vse tonetove pri delu. Kapelica, ja, se bo zdaj... Tole, ja. No, razpadajoči umet, izprana barvna plast, v nišah so bile lesene table z slikavo, ki so bile sam še sledi barvne plasti, les je bil res razpokan, izpran, potem na spodnjem delu je razpadel med, potem razpoke so nastale, vlaga, promet, ki je šel mimo, tudi malo pomagal, da se je kaj zadev, pa ki je odkrušilo. No, se vidi pa še ta ograja, ne? Lesena, ograj. Nikako ni izgledalo, streha. Celostna obnova je to. Tukaj je bila celostna obnova. Streha je bila za nič puščala to. No in prva stvar, ki je bila tu, je bila narejena, da je bilo treba utrditi temelje. In to je Franci Barbič z posebno napravo injektiral cementno emuzijo v razpoke, v temelje noter, da je utrdil to. No, potem sem pa jaz začel s delom, no in sem odstranil ves razpadajoč umet, ki se je krušil, ki ga ni bilo moč ohraniti. Odstranil sem to leseno ograjo, znotraj strla še kip, ki sem ga odstranil, da se ne je poškodoval. Potem te lesene table sem odstranil. Ja, to so bile že tam naprej imamo. A lahko izpostaviš kakšna predmet oziroma umetnino, ki ti je predstavljala nekaj posebnega, en velik izziv, recimo? Ja, no, izziv je bilo veliko. Izzivi so bili recimo portreti prošta, ki so bili zelo problematični, kar se tiče ohranjenosti oziroma poškodb. Najbolj sem se pa odločil za Mencingerjevo sliko Svet Jožef z Jezusom. Oltarna slika iz tole ta slika. Iz cerkve svetega Jerneja, Dolenje Stara vas pri Šentjerneju. No, to je leva stran je poškodovana slika, takšna je bila pripeljana. Na desni strani vidimo, da je na novo preslikan angelček, oziroma putek, no, odgovori. Tale, ja. Na tej strani tole. No, vidimo, kakšna je poškodba barvne plasti, potem neizrazno razpokano barvno plast, no in preslikave so bile vidne. No in prvo, kar je bilo treba bilo utrditi barvno plast z lica slike, potem je bilo treba hrbtno stran očistiti, umazanije pa teh nesnah, ki so se nabrali v zadnji od mrčesa. Potem se še zadnja stran utrdila, potem se slika celoti utrdila, barvna plast. No in potem so bile narejene sonde. In se je ugotovilo, in rentgenogram je bil narejen. Rentgenogram je bil pa narejen na delu, kjer je putek na desni strani, ker se vidi, da je čisto drugačna glava v tole. To je to, ja. No in rentgenogram je pokazal, da je tu slika poškodovana, spodaj se je videl platno, potem je neka siva plomba bila in čez bila tale glavica naslikana, putka in pa lilije tudi tole poškodovano. No, potem so še bile druge sonde narejene, od spodaj je bilo nekaj preslikano, potem je plašč
Jožefov nekaj preslikan, potem oblačilo Jezuščka je bilo preslikano, oblak je bil preslikan, zgornji rob slike je bil preslikan nekje, spodnji del, ki je najbolj poškodovan. Pri vseh teh slikah, ki so oltarne, recimo to, stare, se najprej poškodbe pojavijo na spodnjem robu slike. Zato, ker se nabira prah, lušči se oplesk, pa se zatika za podokvirje in potem napenja sliko, vlaga daje svoje temperature, šoke, razlike v temperaturi. To se pripomore, da pride potem do mehanskih poškodb platna in pa barvne plasti. No in potem smo komisijo, kaj smo odkrili in komisijsko določi, kaj je potem za sliko treba narediti. No, dogovorili smo se, da v komisiji je bila dr. Cevčeva, ki je to pripravljala za razstavo Mencingerja. Pri nas je bila umetnostna zgodovinica Marinka, pa direktor je bil pa jaz. No in smo se tako odločili, da se ta preslikana glava na desni strani puta, pa angelčka, odstrani in se prenese z leve strani obrnjeno sliko na drugo stran, na mesto, kjer so še ostanki prejšnjega puta ali angelčka. Ostanki so bili pa malo krila, pa en del las. No, pa smo, ko smo to se dogovorili, sem šel v snemanje vse te preslikave. No, in pri vsem tem sem moral potem delati študije, da sem lahko rekonstrukcijo naredil. Najprej sem prerisal na puta na levi strani, sem ga potem zrcalno prenesel in na to mesto ga umestil noter v manjkajoči del, na ostanke še kril pa las. No in vse to slikanje je šlo v retuši z črtkami. Pa študiral sem poteze Mencingerja, da sem potem dobil čim bolj podobno, kot je put na levi strani. Potem oči Jezuščka, če še mogoče daš nazaj, ja. Tu se vidi čisto malo še ostankov od oči, vidimo pikce, tole pa beločnica, pa veke. No in sem tu potem delal rekonstrukcijo najprej enega očesa, pa gledal sem, da sem poiskal še podobne od Mencingerja slike, ki so imeli podobne. Si raziskoval njegovo delo. Ja, njegov način slikanja. In tako da sem potem nekje ujel njegov način. No in najprej sem delal rekonstrukcijo levega očesa, na podlagi tistega sem še potem pa delal rekonstrukcijo na obrnjeni obliki desnega očesa. Tako da je potem ratala ta slika rekonstrukcije oči. Ja. Vse, če pogledamo tole, bil si moj mentor, moj sodelavec. Velikokrat sem te opazovala med delom, koliko si bil skoncentriran, poglobljen v to delo, posebej pri retuširanju. Vsi vemo, da si izredno dober retušer, to je posebna kategorija v restauratorstvu. Seveda je slikar, zna z barvami, zna slikati in te retuše so pa nekaj izrednega. Vse te črtice, to je v resnici rekonstrukcija, ko je to še prej povedal, je naslikano s črticami, tako se italijansko se reče trateggio. Ja, trateggio. Ja. In to si ti delo zelo skoncentrirano, potopljeno delo, pa me zanima, kaj si čutil v tem trenutku, o čem si premišljeval?
Ker možgani delajo eno, roka dela drugo. Ja, zdaj, jaz spet sem šel v to končno fazo predstavitve slike. Sem vedno v mislih preletel vse tiste faze, ki sem jih delal in vse to. In zdaj, kaj je še treba in kako je treba končati, kako treba z barvo, mešanjem in vsem tem. Tako da sem dosti časa premišljal in da sem se potem pravilno odločil. Pri mešanju barve moraš paziti, da je barva ne preutrudiš oziroma da je barva izrazna, da ne izrazna, ne? Da ni ubita preveč in tako naprej. Retušira se vedno tako, da se podlaga s hladnim, zaključi se s toplim tonom. Ne? Pri retuširanju je vedno treba paziti to, da so barve, ko se sušijo, vedno malo temnijo. In je treba pri retuširanju upoštevati in je treba retušo delati vedno svetlejše. Ne? To je restauratorsko načelo, da se pač retuša zmeri vidi, da se prepozna, da ni original. Ja, da se vidi, da je bila slika restaurirana, retuše so to eno, drugo pa originalne. Se mora pa zelo blizu, da se dosti ujema, ne? Da ni preveč izstopajoč del. Ne? Je pa pri nas tako eno pravilo, da se pač ko se delajo rekonstrukcije manjkajočih delov slike, obrazov, roke, da se to ne dela slikarsko, ampak da se prepozna. In kako lahko prepoznaš, če ni narejeno tako svobodno s čopičem, edino s tem trateđem, s črticama, črtica do črtica, ki se vsaka črtica drugega odtenka in se to prilagaja originalu in se tako dobi. V bistvu mora biti vidno. Ne sme se zamenjati z originalom. Ja, ker zdaj to širjenje vrneš sliki njeno zgodovinsko čas nastanka in pa njeno umetniško vrednost. Ne? Umetniško vrednost. Ja, s tem, to je zelo pomembno, da je to pri restauriranju. Poleg tega, ko si bil v tem procesu dela, poleg tega načrtovanja, kaj je naslednji korak, a si premišljeval še o samem avtorju te slike, a si premišljeval o tistem času, v katerem je živel? Ja, vse moraš, ker pač avtor se odraža v svoji sliki, ne? On se odraža v svojem načinu slikanja, sliki to, kaj je pač predstavil, ne? Nadslikal. In to je pač dobro vedeti marsikaj o avtorju. Recimo pri proštih, zasledil sem samo pri enem proštu, portretu prošta avtorja. In to je bil Šlanderer, ki je v Gracu, to je Capetilus. Na koncu. To je Šlander, ne si šla naprej. No, ta slika je bila 3-krat preslikana. Na spodnjem delu se vidi zdaj grb, prej ga ni bilo za videti. Tole je grb. Pa roka, leva roka, tam je bila tudi malo spremenjena. Zgoraj. Potem na spodnjem delu je bila veliko poškodba. Ta slika je bila zelo poškodovana na spodnjem delu. Še bolj poškodovana kot tale Kunius. Ta ne restaurirana. No in te slike spodaj je bilo nalepljeno platno, pa preslikano čez. In najprej sem pa mogel tudi odstraniti platno, sem dobil potem spodnji del, od spodnje je bilo pa zelo malo ostanka tele draperije oziroma kar se vidi kot čipke. No in tukaj sem potem mogel delati pri retuši rekonstrukcijo tega
te draperije spodaj, ker je bilo vse uničeno. Bili so samo določeni deli in bilo treba povezati, pa narediti rekonstrukcijo. Rekonstrukcijo sem si pa malo še... No, to je pa malo podobno. Ja. Ta je podobna. Ta spodnji del je tudi tako poškodovan in prelepljen s platnom, preslikan. Tako da je potem bilo potrebno to dati. Spodnji del novega platna kos, roka je bila precej prekrita. V tej drži en krožnik? Ne, to je prekrivalo. Prekrivalo, ja. Ker je v resnici preslikava, tukaj pa originalna roka. Ja, in to bo treba potem rekonstrukcijo. Koliko ploštev si ti restaurirali na Novomeški? Na Novomeški sem restauriral 13 ploštev. Plus fondator Capitulus, to je bil pa 14. Oziroma 12, en je bil pa kanonik, von Schludebach. Večina je bila dvakrat preslikanih, tudi prekomponiranih. Recimo Athens. Athens je bil preslikan, pa smo bile doslikane roke. V originalu je bil pa v ovalu brez rok, samo nakazane so bile roke. In tudi napis. Ja, napis je originalno, ni video. Fondator Capituli je bil preslikan dvakrat. Na spodnji del manjka, del slike je bil dodelan, je bil vstavljen kos platna in se vidi prvotni napis, levo pa desno, v rumeni barvi. To je bilo prvotno napisano. No in to smo pustili, smo se komisijsko odločili, da to ostane, ta napis. Da sam poudarimo, ti porošti so bili, slike poroštva so bile izredno v slabem stanju. Raztrgane, prelupnjane, predslikane, barva se je luščila, tako da je to nekaj letno delo. Ja, to je. Zdaj, ko smo slišali te začetke na Novomeški enoti, ki si ti vzpostavil v resnici v delavnico, pa v tistem času, ki se ni se marsikaj dalo dobiti, počasi je to šel ta razvoj. Me zanima danes, če kaj pogledaš na današnje restauratore, na ta hiter razvoj restauratorstva, kako se ti to zdi? Kakšne razlike so med restauratorstvom v 80-ih, 90-ih, pa potem 2000, ko se je restauratorstvo malo zbudilo in je razlika, ja. Tako kot pri vseh stvarih se tukaj tudi hitre stvari izpopolnjujejo, oziroma veliko več možnosti je, več pripomočkov, kot je bilo pa prej. Ja, danes se zmeri poudarja, kako je restauratorstvo interdisciplinarno, ampak tudi v tvojem času je bilo ravno tako interdisciplinarno. Pripomočki so bili rengen, potem ultravioletna svetloba, da si gledal zaradi retuš, kje so bile retuše, pa to. Drugih takih pripomočkov, razen topila. Topila so pa bolj... Zdaj je vedno več vrst topil in pa teh pripomočkov za odstranjevanje umazanije, ki so manj agresivna, kot so pa ta topila, kot so uporabljali. Ja, tako nekoč smo to delali z alkoholom, acetonom, toluen, ki so izredno škodljiva topila. Danes to delamo nekako, s temu se reče zelena topila, ki so prijazna restauratorju. Manj agresivna za slike. In barvne, no to je pa slika plošta, ki je pa najbolj bil poškodovan. To rdeča barva, to so vse plombe. Pa nekaj starega grunda z bolosom. Zelena, vzadnji zelena barva in pa to draperija oziroma moceta, pa to je pa... No in tukaj je bila potem narejena rekonstrukcija, glede na možnosti. Roke so bile na unji strani, na te se je dalo tudi povezati, oblačilo tudi, obraz tudi se je dalo povedati. Potem
trirokenik je bil samo nakazan z točkam, tako da je bilo zanimivo bilo ozadje, ki je bilo potrebno ga retuširati in vnesti noter končno retušo. Bilo je veliko dela s tem. Ja. Na tej sliki sem uporabil nekje čez 600 ur dela. In to je kar veliko. Če se spomnim prav to ozadje je zelo nagajalo med barve. Nisi mogel namešati dolg čas. Ne, to je bilo še prej ne drugi. Aha, prej nekaj. To je bilo pri Peršiču. Ozadje ima tak zelenkast ton noter, ne. In tam sem jaz uporabljal zeleno, da bom naredil retušo. Kjerokoli zeleno barvo sem uporabljal, pa še druge sem mešal, nikakor mi ni pasalo. No, sem rekel, da v tistem času sigurno nisem imel toliko barv na razpolago, kot jih imamo danes. In sem prišel do zaključka, da je tukaj se da narediti iz črne, sijene naravne, pa malo z bele. In sem dobil perfektno barvo ozadja. Tako kot je pač avtor. Zato je treba preizkušati in ugotavljati. To je teren. Ja, poleg tega, da si slikar, restaurator si bil. Še fotograf. Tudi objave si imel, ne? Ja, tu so objave. To je bila razstava Mencingerja v Ljubljani. Je bilo tudi to prispevek nekaj avtorja, sem že bila tudi ti zraven. To, kar smo delali, kar smo restaurirali na delih Mencingerja. Ja, tu je bila še na razstavi slika iz Čateža, iz stranskega oltarja Pieta, ki je bila tudi Mencingerja, ki sem jo tudi restauriral, je bila tudi na razstavi. Se je bilo še potem še nekaj slik takih. Tukaj pa malo tudi sproščenega raziskovanja, ekskurzije, učenje iz raziskovanja z svojimi kolegi. Da pa razstava tega postla, križnega pota. Aha. Ne. Torej. A ja, to je stopno. Ja, stopno. Aha, stopno. Včeraj tam si ti servirala stensko gotsko poslikavo, ne? Tako prišli ste na obisk. Ja, to smo. No, to tudi za svojimi mal kolegi, tudi pomagal si zmeri rad drugim, tako so smo bili v Krakovskem vozu in edini sem imel sprej proti komarjem. Prejel si stanovsko nagrado Mirka Šubica za življenjsko delo in dosežke pri izboljšavi standardov konzervatorske restauratorske stroke. Kaj ti to pomeni? To mi veliko pomeni. To mi je v času, da sem to dobil, to nagrado in jo bom spoštoval in jo čuval, tako da to mi je res ja, to je tak lep spomin, ja. Spomin, zaključek ene bogate karijere, se mi zdi. To malo trinko z podelitve, tam so tu drugi, to je z gospod. To je poznamo, ne? Direktorica Belgiškega muzeja, ki je rekla, da je v imenu občine prišla. Ja, seveda. To je pa skupinska slika zavoda. To smo kolegi skup, kar nas je zdaj v zdajšnji sestavi in so se tudi upokojili med tem, ampak ja, to bo spomin. S tem smo mi zaključili ta pogovor. Če imate kakšna vprašanja, dobrodošli. Ja, Najlepša hvala za res lični pogovor.
Mene pa veseli, da z nami tudi danes naša podžupanja, gospa Mojca Florjanič, in vam veseli. Najprej en lep pozdrav in dober večer vsem skupaj, vsem gostom, vsem gostjam. Jaz bom najprej povedala to, da sem izjemno vesela in počaščena, da je občina Brežice ravno mene danes poslala na ta večer in da sem ga poslušala. Najprej zato, ker sem slišala ogromno novih informacij, moram povedati, da me prej to področje ni toliko zanimalo, ampak od danes naprej me zagotovo bo. Kot drugič pa zato, ker sem slišala zgodbo o enem izjemnem Brežičanu. In moram reči, da sem vsakič na novo ponosna, ko slišim, da imamo takšne ljudi med nami. To, da je nekdo pri nas v Brežicah prisoten in ki je prejel Šubičevo nagrado za življenjsko delo, za restauratorstvo in konzervatorstvo, je dejansko res velika čast in ima za Brežice res veliko težo. Jaz upam, da bo vaše sodelovanje v mestu, v Posavskem muzeju Brežice, še naprej tako intenzivno, kot so mi rekli, da je, in to delo z velikim javnim zdravjem. Kot drugo pa to, da ste kot akademski slikar, dvojni magister umetnosti, restaurator, konzervator, že 24 let vpet v delo Zavoda za varstvo kulturne dediščine, tudi da vam kot osebi eno veliko težo in velik predznak. To, da delite znanje s vsemi nami, da verjetno delite znanje tudi naprej, da ste vse prej, kot ste vi prej rekla, navaden restaurator, da ste tudi, bom rekla, inovator na nek način, to je vse ena velika zgodba in velik pečat za naše mesto. Želim si, da bi imeli Brežice še več takšnih ljudi in da nam dajete še naprej dodano prednost. Hvala vam, hvala, bom rekla, aktivnim udeležencem današnjega večera, hvala Posavskemu muzeju Brežice in hvala vsem udeležencem, toliko od mene in do občine Brežice. Hvala. Da se skupaj imamo zahvalite našim gostom. Najprej gostom. Tako. Najlepša hvala in vse čestitke. Od mene za naprej in naprej. Hvala tudi vam. Čestitke tudi vam za vse delo. Najlepša hvala. Zdaj vas vse skupaj povabim še na krajši